Dobrodošli nazaj v oddaji Axis of Truth na JNS. Zakaj se demokratski politiki tako trudijo sodelovati v kampanji z nekom, ki je rekel, da si je Amerika zaslužila 11. september? To je vprašanje, ki si ga ves čas zastavljam, potem ko je Združeno kraljestvo prepovedalo vstop skrajno levemu aktivistu Hasanu Pikerju. Polovica demokratske stranke pa ga je takoj spremenila v mučenika. Ampak od vseh ljudi v ameriški politiki, zakaj je ta bolan človek, ki ga trenutno preiskuje ameriška vlada zaradi morebitnih kršitev sankcij zaradi obiska Kube, tako pomemben? Zakaj je prav on tisti, ki ga toliko demokratskih politikov hiti braniti? Naj spomnim, takšen je v resnici Hasan Piker. Amerika si je zaslužila 11. september, stari, pravim. Kolikor jaz razumem, lastniki nepremičnin tam preprosto izberajo, da jih sploh ne oddajajo. Ja, ubij jih, ubij te pizde in jih pobij na ulici. Naj se ulice napijejo njihove preklete, rdeče, kapitalistične krvi, stari. Engels je pisal o pojmu družbeni umor. In Brian Thompson, kot izvršni direktor United Healthcare, je v veliki meri zagrešil družbeni umor. Sistematizirane oblike nasilja. Zaradi vse prisotne bolečine, ki jo je zasebni zdravstveni sistem povzročil povprečnemu Američanu. Videli smo, da je toliko ljudi takoj razumelo, zakaj je do te smrti prišlo. In vendar se demokratski kandidati vse manj distancirajo od Hasana Pikerja, iščejo njegovo podporo. In Piker ni le nek naključni komentator, ki bi pred leti izrekel eno slabo pripombo. Govorimo o osebi, ki resnično verjame v politično nasilje, da je to upravičeno. O nekom, ki odkrito zagovarja komunistične in džihadistične ideologije. No, kdo pa dejansko sam živi nasprotne vrednote na Zahodu, svojo luksuzno dizajnersko obleko in dragimi kapitalističnimi napravami? Govorimo o osebi, ki je večkrat branila Hamas in iskala izgovore za Hamas, skupino, ki jo ZDA označujejo za teroristično in ki je 7. oktobra ugrabila ter ubila več 10 Američanov. Mislim, da je pomembno razumeti zgodovinski kontekst, v katerem se dogaja nasilni odpor. Ni pa nobenega konteksta za umor stotin najstnikov. Ali kaj? Mislim, da pravzaprav da. Mislim, da obstaja. Mislim, da je pomembno razumeti kontekst, v katerem se je razvil nasilni odpor, pa naj bo to Hamas ali katerokoli drugo militantno gibanje. To niso barbarske pošasti, čeprav so storili grozljive grozote, kaj ne. Ampak to ne izhaja iz, teh zastarelih antisemitskih nagnjenj ali da bi želeli iti ven in izvajati množična posilstva. Udiranje iz Gaze v Izrael. Ja. Ali mislite, da jih ni motiviral antisemitizem, glede na to, da so ubijali civiliste? Ne. To je izjemno. In nekdo, ki je ortodoksne Jude imenoval za degenerirane zaradi parjenja v sorodstvu? Ampak to demokratov ne ustavi. Poglejte, kaj se je pred kratkim zgodilo v Michiganu. Le nekaj tednov po terorističnem napadu na sinagogo v Michiganu se je kandidat demokratov za senat v Michiganu Abdul El Sayed ne le pojavil skupaj s Hasanom Pikerjem na predvolilnem dogodku, ampak je tudi zavrnil obsodbo Pikerjevih grozljivih preteklih izjav. Nato je El Sayed šel še dlje z antiizraelskim podcastom, v katerem je opravičeval Pikerjeve ponavljajoče se proteroristične izjave in trdil, da so bile iztrgane iz konteksta. Zdaj sem prepričana, da nikogar ne bi presenetilo, da je tudi El Sayed širil diskriminatorne stereotipe o Judih in namigoval, da imajo nekakšno nadnaravno moč nad ameriško vlado. Po napadu v Michiganu je tudi on obsodil napad, hkrati pa tudi izraelske napade v Libanonu, ker očitno to ima smisel. Obsodi konflikt, ki se dogaja tisoče kilometrov stran in nima nobene dejanske povezave z napadom na naključne judovske ameriške otroke v sinagogi v Michiganu. Seveda. In to je del, ki ga resnično težko razumem. Če kandidiraš za senat Združenih držav Amerike, zakaj želiš, da te ta oseba predstavlja volivcem? Zakaj sploh nagovarjaš to občinstvo? Če so to tvoje vrednote kot stranke, potem ne predstavljaš tega, kar je bila demokratska stranka. Predstavljaš protiameriško tretje svetništvo, ki izhaja iz te džihadistične ideologije viktimizacije. In žal se ta vzorec trenutno ponavlja pri številnih demokratskih kandidatih. Poglejmo si Maringa Lindo v Teksasu.
Na srečo je Morin že izgubila na volitvah, vendar ne preden je objavila video, v katerem je govorila o tem, da bi center za pridržanje migrantov spremenila v zapor. Za ameriške sioniste, ne Izraelce, ne tujce, ameriške sioniste. Ko rečem, da želim milijarderje sioniste v zaporu, to ne pomeni, da želim Jude v internacijskih taboriščih. Zakaj potem dobivam cel kup groženj s smrtjo in žaljivk MAGA? Kar pravzaprav ima smisel, ugotavljam, kot da so MAGA in judovski sionisti očitno popolnoma isti ljudje. Govorijo popolnoma enako in to zato, ker je MAGA razvijajoči se krščanski sionizem. Tako želijo ustvariti versko državo v Združenih državah Amerike in sicer preko MAGA. To je tudi cilj sionizma, ustvariti te verske države bele nadvlade. Tako da ni me briga, katere vere si. Če si sionist, kar pomeni, da verjameš, da si upravičen do zemlje, ali da je nekdo upravičen do zemlje, na podlagi verskih prepričanj. In če si pripravljen ubiti vse semite zaradi tega, potem mislim, da si nevaren za človeštvo in spadaš v zapor. To sploh ni razprava o izraelski politiki. Gre za nekoga, ki govori o kaznovanju Američanov, ki verjamejo v judovske državljanske pravice. In vendar se to nekako še kar dogaja. Demokratski kandidati izrečejo nekaj izjemno antisemitskega ali nekaj, kar bi bilo še pred nekaj leti splošno razumljeno kot protijudovsko. Namesto da bi jih izločili kot kandidate, je demokratska stranka, ki so jo v zadnjem času preplavili demokratični socialisti Amerike, išče izgovore za to, a postaja še slabše. Poglejte demokratskega kandidata za kongres Adama Hemawija v New Jerseyju, ki je pravkar zmagal na predizborih. Hemawi ni le skrajni levičar, ima dejanske povezave s terorizmom. Bil je tesen zaveznik Omarja Abdela Rahmana, slepega šejka, ki je bil kasneje obsojen v povezavi z bombnim napadom na Svetovni trgovinski center leta 1993. Potoval je z njim, mu prevajal in bil celo obrambna priča na njegovem sojenju zaradi teroristične zarote. Leta 1994 je prostovoljno delal za skupino, povezano z Al-Kaido v Bosni. In nato, leta 2024, je Hamawi prostovoljno delal v bolnišnici v Gazi, pod katero se je skrival vodja Hamasa Mohamed Sinvar. Seveda je Hamawi trdil, da v bolnišnici ni bilo nič sumljivega in da Izrael cilja civiliste. Če to ni dovolj, podpira tudi embargo na orožje za Izrael in je nasprotoval financiranju obrambnega sistema Železna kupola. Hamawi je eden najbolj skrajnih primerov, a je le eden izmed številnih demokratskih kandidatov z resno zaskrbljujočimi izjavami ter zgodovino nevarnih in skrajnih povezav in retorike. Tu je tudi druga Kavas, kandidatka za senat zvezne države New York, ki je dejala, da je 11. september posledica ameriškega kolonializma. Tu je tudi kandidat za ameriški senat Graham Plattner, ki ima dobesedno nacistično tetovažo, s katero očitno demokrati nimajo več težav. In potem je tu še kandidatka za ameriški kongres Darja Liza Avila Ševalje. Še ena kandidatka DSA, ki je sodelovala na protiizraelskih protestih v New Yorku 8. oktobra 2023. Žalostna resničnost je, da se stališča, ki so bila prej prisotna predvsem na obrobju aktivističnih krogov, zdaj pojavljajo v kongresnih volilnih tekmah po vsej državi. In celo demokrati začenjajo to priznavati. Mallory McMurray, kandidatka demokratske stranke za senat v Michiganu, so vprašali, ali ima demokratska stranka problem z antisemitizmom. In njen odgovor je bil nedvoumen da. Pravzaprav je bila njena lastna družina žrtev tega. Njenega moža, ki je Jud, so zmerjali z antisemitskimi žaljivkami, ko je zunaj sprehajal njuno 5-letno hčerko. To je demokratka, ki opisuje, kaj je doživela na lastne oči. Ali obstaja problem antisemitizma v demokratski stranki? Gospa McMurray, obstaja. Na demokratski konvenciji je ena od udeleženk zakričala antisemitsko žaljivko na mojega moža, ki je Jud, ko je hodil z mojo 5-letno hčerko. To je grozljivo. Če je temu tako, zakaj potem vodilni v demokratski stranki to dopuščajo? Zakaj se obnašajo, kot da so tisti, ki odkrito zagovarjajo politično nasilje, pravzaprav legitimni glas generacije Z in prihodnosti stranke kot Hasan Pajker? Ker mislim, da nam to vprašanje pove nekaj pomembnega o tem, kaj se dogaja znotraj stranke. Pred nekaj leti bi bilo pojavljanje z nekom, ki je rekel, da si je Amerika zaslužila 11. september politični samomor. A vendar danes kandidat za senat Združenih držav Amerike to vidi kot priložnost. Pred nekaj leti bi pogovor o zaporu za ameriške sioniste končal kampanjo, danes pa je le še ena medijska zgodba. In pred nekaj leti bi bilo veliko teh stališč omejenih na majhno skupino aktivistov.
Danes so oni prihodnost demokratske stranke, kar postavlja vprašanje, kje za vraga je levica? Kje so demokrati, ki imajo radi Združene države, ki verjamejo, da bi moral biti antisemitizem diskvalificirajoč, ne glede na to, ali prihaja z desnice ali z levice, ki razumejo, da lahko podpirate človekove pravice, ne da bi opravičevali Hamas, ki ne podpirajo radikalcev, ki zažigajo ameriške zastave. Ker za takšna stališča ne bi smelo biti prostora ne na levici, ne na desnici. Zdrava demokracija zahteva nestrinjanje, zahteva razpravo. Zahteva ljudi z različnimi idejami, ki se v dobri veri prepirajo, ker si na koncu želijo, da bi država uspela. Ne pa zato, ker bi ena stran želela državo uničiti v prid tretjesvetnemu džihadizmu. Hasan Piker sovraži Ameriko in to ni tisto, kar je kdajkoli ponujal. Ne želi rešitev. Njegov politični projekt temelji na prepričevanju ljudi, da je Amerika problem, da so njene institucije problem, da so Judje problem in da mora država doživeti nekakšno komunistično revolucijo. Kar se mi zdi najbolj zaskrbljujoče, ni to, da Hasan dejansko verjame v te stvari. Navsezadnje je neveden trol, ki se pretvarja, da je intelektualno dosleden, čeprav ni. Kar me dejansko skrbi, je to, da politiki zdaj iščejo njegovo podporo, lovijo njegovo občinstvo in ga obravnavajo kot nekakšnega verodostojnega zaveznika. Zato mislim, da je pripoved v Združenem kraljestvu pravzaprav le preusmeritev pozornosti, ki jo skuša obrniti sebi v prid s tem, da, počakajte, napada Jude. To je tukaj večja zgodba. Je večja zgodba ta, da pomembna ameriška politična stranka vse bolj sprejema ljudi, ki bi jih prej šteli za politično toksične. Ne tako dolgo nazaj vse to iz obupnega poskusa pridobiti podporo generacije Z. Generacije, ki jo najbolj kronično prizadenejo subverzivna prizadevanja Kitajske, Katarja, Islamske republike, Iran in drugih. Preko družbenih omrežij. Če se stranka temu problemu ne bo pošteno soočila, se bo stvar samo še poslabšala. Žrtvovanje ameriških vrednot in sposobnosti za civilizirano razpravo s skupnim ciljem izboljšanja države je ameriška vrednota in tradicija, za katero se je vredno boriti. Dejstvo, da so se demokrati temu odpovedali, je izjemno zaskrbljujoč pokazatelj za celotno državo. Toda ta zavrnitev soočenja z resničnostjo ni omejena le na domačo politiko. Medtem ko so se politiki ta teden ukvarjali z obrambo Hasana Pikerja, so zvezni preiskovalci razkrivali nekaj prav tako nevarnega. Mrežo za nabavo Islamske republike, ki deluje kar prek Združenih držav. In bolj ko poglobljeno pogledate v to zgodbo, bolj razkriva še eno iluzijo, ki se je Washington že desetletja noče odreči. Preprosto ne razumejo. Ta teden je Ministrstvo za pravosodje sporočilo aretacijo Džamšida Gomija, državljana ZDA in Irana, ki živi v Newport Coastu v Kaliforniji. Je izvršni direktor iranskega tehnološkega podjetja, zvezni tožilci pa pravijo, da je več let pridobival ameriško omrežno, varnostno in šifrirno opremo za stranke v Iranu, vključno s tistimi, ki so povezane z režimovim jedrskim in vojaškim aparatom. Poenostavljeno povedano, obtožba je, da so občutljivo ameriško tehnologijo pridobivali prek Združenih držav in jo prenesli v roke Islamske republike, prav pod nosom Združenih držav Amerike. To sledi podobnim aretacijam drugih iransko-ameriških državljanov, za katere se je pred kratkim izkazalo, da delajo za režim. In v mnogih primerih to počnejo že leta, kar kaže na isti problem, ki ga v Ameriki znova in znova opažamo. To sledi podobnim aretacijam drugih iransko-ameriških državljanov, za katere se je pred kratkim izkazalo, da delajo za režim. In v mnogih primerih to počnejo že leta, kar kaže na problem, ki ga v ameriški politiki do Irana znova in znova opažamo, ne glede na politično usmerjenost. Washington lahko prepozna dele režimske mreže šele potem, ko je škoda že narejena. Lahko aretira, vloži obtožnice in napiše sporočilo za javnost. Toda znova in znova so ZDA dokazale, da niso pripravljene soočiti se s širšo realnostjo. In sicer, da režim ni običajna vlada, ki bi jo bilo mogoče privesti do primernega ravnanja. In prav zato ameriška politika na Bližnjem vzhodu vedno znova propada. Dokaz številka 1. Ali govorite o sinu vrhovnega voditelja? No, on je del tega. Ja, v javnosti ga niso videli. Kakšen je njegov status? Ste se z njim neposredno pogovarjali? Verjamem, da ga zelo spoštujejo. Vidim to. Mislim, da želijo njegovo soglasje. Ja, seveda, predsednik Trump. Desetletja so ZDA poskušale različne različice istega pristopa. Pritiskati na režim, se pogajati z režimom, uvajati sankcije proti režimu, ponuditi režimu pot nazaj, iskati zmerneže znotraj režima in nato biti presenečeni, ko režim izkoristi vsako priložnost za preživetje, ponovno oboroževanje, zatiranje svojega ljudstva in nadaljevanje gradnje svojih mrež, ne glede na to, ali so na oblasti demokrati ali republikanci. Zadeva Ministrstva za pravosod je popoln primer te težave. Po navedbah Ministrstva za pravosodje to ni bil enkraten nakup ali manjša tehnična kršitev.
GoMe je več let izkoriščal ameriške finančne sisteme z uporabo podjetij na črno in dokumentacije za premikanje nadzorovane opreme v Iran. To bi moralo v Washingtonu sprožiti resno vprašanje. Koliko takšnih mrež še vedno deluje? Koliko ljudi na to opozarja že leta? In zakaj se zdi, da se Amerika vedno prebudi šele potem, ko je režim že imel koristi? Zgodba BBC-ja v tem primeru doda še eno plast, saj postavi aretacijo v širši kontekst prizadevanj režima, da bi kljub sankcijam pridobil zahodno tehnologijo. Ker režim ne vidi sankcij kot razloga, da bi prenehal, vidi jih kot oviro, ki jo je treba zaobiti. In če ste poslušali Irance, Izraelce in ljudi, ki dejansko vedo, kaj se dogaja, nič od tega ni presenetljivo. Kar je presenetljivo je, da se zdi, da Washington še vedno nima strategije, ki bi ustrezala resničnosti režima. Enako lahko vidite v novi razpravi o zamrznenih iranskih sredstvih, ki je bila napovedana v nedeljo. Ker je Reuters poročal, da ZDA razmišljajo o uporabi zamrznenih sredstev za pomoč arabskim državam v Perzijskem zalivu pri odpravljanju škode, ki jo povzročajo napadi režima. Zdaj, čeprav bi moral nekdo za to plačati odškodnino, zakaj bi to prišlo iz denarja, ki bi moral pripadati iranskemu ljudstvu in ne režimu? ZDA so preprečile Izraelu in arabskim državam v regiji, da bi se odzvale na napade režima na zaveznike v imenu pogovorov. Toda to, kar to v tej regiji dejansko pomeni, ta neodzivnost, je šibkost. ZDA ne kažejo moči s tem, ko svojim zaveznikom na Bližnjem vzhodu spodkopavajo možnosti za ukrepanje proti temu režimu. Zdaj želijo, da bi odškodnina prišla iz sredstev, ki bi morala iti za obnovo Irana, ko bo režim padel. Ne bom lagala, to je upravičena razprava, vendar zakaj je to edini pogovor? Zakaj ni enako resnega pogovora o uporabi iranskih sredstev za pomoč ljudem v Iranu? Zakaj ni resne strategije za financiranje komunikacijskih orodij, stavkovnih skladov, organiziranja delavcev, dokumentiranja zločinov režima in opozicijske infrastrukture, ki so potrebni za dejanski prehod? Tukaj je bil Trump preveč kratkoviden. Da, bil je veliko strožji do režima kot mnogi njegovi predhodniki in zasluži si priznanje, ker je razumel, da so nevarni in da je bil JCPOA popolna katastrofa. Vendar pa sem že od začetka opozarjala, da se je zdelo, kot da administracija išče nekoga, kot je Dulce Rodriguez, iz samega režima. Nekoga, ki bi lahko upravljal spremembo, ne da bi dejansko razbil sistem. Toda Iran ni Venezuela in Islamska republika je ideološki sistem, zgrajen na represiji doma in revolucionarni ekspanziji v tujini. Iranci že leta pravijo, da sistema ni mogoče reformirati. Ne prosijo za boljšo različico Islamske republike. Zahtevajo konec Islamske republike in so pripravljeni umreti za to. In zato je vprašanje Reza Pahlavija pomembno. Ni se vam treba strinjati z vsako njegovo stališče, ki ga je kdaj zavzel, vendar mora vsaka resna analiza iranske opozicijske politike priznati, da je on najbolj prepoznaven in zaželen opozicijski lik znotraj ali zunaj Irana. Ignoriranje njega ali pretvarjanje, da lahko nekdo iz režima postane legitimna prehodna osebnost, ni resna strategija. To je Washington, ki misli, da ve bolje kot ljudje, ki že 47 let živijo pod tem režimom. Motijo se. In zato so izkušnje Izraela pomembne. Izrael razume Bližnji vzhod na način, kot ga zaporedne ameriške administracije niso. ZDA so suverena država s svojimi lastnimi interesi. Toda glede Irana Izrael že desetletja opozarja na naravo režima, njegove jedrske ambicije, njegove mreže proksijev, ki ogrožajo ZDA, njegovo teroristično infrastrukturo, ki ubija Američane, in njegovo pripravljenost, da izkoristi vsako diplomatsko priložnost kot sredstvo za ponovno vzpostavitev. Kljub temu ZDA še vedno delujejo, kot da bolje od Izraela vedo, kako ravnati s tem režimom. To je definicija norosti. V nedeljo je nekdanji uradnik Mosada to odkrito priznal, da je imel Izrael fazni načrt, namenjen oslabljenju režima in ustvarjanju pogojev, ki bi vodili v njegov propad. Del tega načrta je bil že v teku, vendar se je postopek ustavil, ko je predsednik Trump nenadoma ustavil vojno. Tudi predsednik Trump je bil tisti, ki je zahteval, da Izrael preneha z napadi med 12-dnevno vojno, in prav tako predsednik Trump, ki je zahteval, da Izrael preneha z napadi na Hezbolah v Libanonu. In tudi predsednik Trump je bil tisti, ki je zahteval, da Izrael preneha napadati Islamsko republiko kot odgovor na zadnji val napadov in kršitev premirja. Vsi ti koraki dajejo Islamski republiki veliko zmago in ji dajejo občutek, da lahko narekuje, kaj se dogaja v drugih suverenih državah, o katerih sploh nima kaj govoriti. Trump se rad predstavlja kot mojster dogovorov, vendar ti ukrepi podaljšujejo življenje režima na neposredno škodo prebivalcev te regije, od Irancev do Izraelcev in Arabcev. Toda ti ukrepi dejansko podaljšujejo življenje režima in to na račun ljudi v regiji, od Irancev do Izraelcev do arabskega sveta. Težava z vizijo predsednika Trumpa je naslednja. Če je cilj obvladovati režim, boste vedno iskali dogovore, izhode, premore, popuščanja. Če pa je vaš cilj svet osvoboditi tega režima in zagotoviti, da nikoli več ne ogrozi ZDA, potem potrebujete drugačno strategijo.
takšno, ki v ospredje postavi ljudi na mesto režima. In to je tisto, česar Washington ne razume. ZDA so zelo dobre pri iskanju delov režimske mašinerije naknadno, sledenju nabavi orožja in sankcioniranju podjetij, aretiranju posameznikov, zamrznitvi sredstev. Lahko celo udarijo po civih znotraj Irana. A nič od tega ne odgovori na večje vprašanje. Kaj je končni cilj? Če je končni cilj šibkejši islamski režim, potem se bo vsakih nekaj let treba znova ukvarjati z njim. In to s še več prelivanja krvi v regiji in širše. Če pa je cilj vzpostaviti varnejšo Ameriko in boljši svet brez entitete, ki je odgovorna za največ prelite krvi v regiji, potem bi morda morali pustiti Izraelu, da naredi to, kar zna najbolje. Zato je primer Ministrstva za pravosodje pomemben, ker to ni zgodba o enem izdajalcu. To je opomnik, da se režim še naprej prilagaja, raste in izkorišča vsako priložnost v zahodni družbi. Vprašanje zdaj je, ali bo Washington končno priznal, da upravljanje s tem režimom ni uspelo, ali pa bomo še naslednje desetletje preživeli v pretvarjanju, da bo naslednji dogovor, naslednja sankcija, naslednje premirje nekako prineslo drugačen rezultat. Ta teden zaključujemo z dobrim, slabim in grdim. Začnimo s slabim. Ta teden je uradnik ZN podal osupljivo priznanje po mesecih poročil in ogorčenja zaradi lažnih obtožb o spolnem nasilju, pripisanih izraelskim varnostnim silam. Premila Patten, uradnica ZN, odgovorna za poročilo, ki je Izrael uvrstilo na črni seznam ZN zaradi spolnega nasilja skupaj s Hamasom, je priznala, da osebno nikoli ni pregledala dokazov in da niti ne bi bila pripravljena obiskati pripornih objektov, če bi ji ponudili priložnost. Poglejte si. Ni odgovornost moje pisarne, da izvaja kakršnokoli preverjanje. Ste imeli dostop do dokazov, ki so omenjeni v tem poročilu? Nimam dostopa. Mislim, informacije so preverjene z zelo robustno metodologijo preverjanja in dokumentiranja. Sem prejemnica. Zberem te informacije in jih predstavim generalnemu sekretarju. Prav, samo zanimalo me je, ali ste to videli na lastne oči. Ne, ker to ni moja naloga. In tudi med sodelovanjem z stalno misijo sem jasno povedala, da ne bom obiskala pripornih objektov, tudi če bi mi to ponudili. Zakaj so bile te trditve predstavljene svetu, še preden je oseba odgovorna za njihovo predstavitev sama pregledala dokaze? Če ste OZN in boste državo uvrstili na črno listo zaradi nekaterih najresnejših možnih obtožb, bi moralo biti preverjanje dokazov prvi korak. Še posebej, ko ta poročila ustvarjajo odmevne naslove, vplivajo na vlade in se celo uporabljajo za spodbujanje sovraštva do Judov po vsem svetu. In prav zato je toliko ljudi izgubilo še zadnje zaupanje, ki so ga imeli v Združene narode. Vedno uporabljajo dvojna merila za državo Izrael. Ko oseba, ki je dejansko odgovorna za to poročilo, prizna, da osebno ni pregledala dokazov. In ne samo to, ampak je celo zavrnila obisk spornih objektov. Mislim, kako lahko potem verjamete karkoli, kar rečejo. Še enkrat več se je izkazalo, da ima OZN sloves gledališča absurda. In zdaj še grda, najgrša zgodba iz Kanade, ki mi je ta teden padla v oči. Kar je žalostno, saj se zdi, da v tej dneh iz Kanade ne manjka grdih zgodb. Vodja srčne kirurgije v judovski splošni bolnišnici v Montrealu je napovedal, da po več kot 20 letih zapušča Quebec. Razlog? Naraščajoče sovraštvo do Judov v Kanadi. Povedal je, da nima več zaupanja. Da se naraščajoči antisemitizem v zdravstvenem sistemu ne jemlje resno. In kar je še posebej zaskrbljujoče je to, da ne govorimo o politiki ali družbenih omrežjih ali prepiru na univerzi. Govorimo o izkušenem srčnem kirurgu, ki je desetletja delal v kanadski medicini in je zdaj ugotovil, da je situacija tako slaba, da želi zapustiti državo. Kanada je v šokantno slabem položaju, če se to dogaja vašim Judom. Samo v zadnjih 2 dneh sta bila 2 različna napada na kanadske sinagoge. Kaj se dogaja v Kanadi? In za konec, kot vedno, želimo zaključiti v pozitivnem duhu z našo dobro zgodbo tedna. Ena izmed najbolj zanimivih stvari se je zgodila potem, ko so Iranci ponovno dobili nekaj dostopa do interneta, čeprav omejenega. In to, kar imajo povedati, je zelo zgovorno. Niso jezni na ZDA ali Izrael, ker sta napadla režim. Jezni so, ker so bombni napadi prenehali. Medtem ko so režimski propagandisti Zahodu sporočali, da bodo napadi na Iran združili Irance z režimom, so imeli ljudje za svet povsem drugačno sporočilo. So končno pripravljeni poslušati. Poglejte.
Žalostna resničnost je, da Iranci menijo, da je to tisto, kar potrebujejo, da se znebijo režima. In to je povsem drugačna vizija, kot so jo trdili številni tako imenovani strokovnjaki. Se spomnite, kako so mesece svarili, da bo napad združil Irance okoli zastave? Resnica je, da je edini način, da kdo podpre režim, ta, da plačajo protestnike, da pridejo in pokažejo podporo režimu. Ampak v vsakem primeru, je očitno grenko sladko naša dobra zgodba, to je naša dobra zgodba ta teden, ker Iranci še niso opravili s tem režimom. In njihova vzdržljivost, kljub temu, da se zdi, kot da se jim je ves svet obrnil hrbet, je nekaj, kar ne more ostati neopaženo. Tako da stojimo z vami, vsem ljudem Irana. Nadaljujte z vztrajanjem in mi bomo še naprej govorili v vašem imenu. In to je vse za ta teden v oddaji Dostop do resnice. Kot vedno, če imate kakšen namig za zgodbo zame, me lahko kontaktirate na družbenih omrežjih Emily K. Schroeder na X ali Emily v Tel Avivu na Instagramu. Se vidimo naslednji teden na JNS.